le 24% primerne rodovitne zemlje. Od leta 2000 je propadlo 20% kmetij. Povprečna starost kmeta je 62 let, več kot 70% hrane je uvožene. Slovenski pridelovalci se tako nahajajo pred izzivi, ki jim sami ne bodo kos. Podnebne spremembe, naše nakupovalne navade in mačehovski odnos do lokalne pridelave ogrožajo podeželje in samooskrbo. Uvoz tuje hrane, staranje in neizobraženost gospodarjev pa obstoj družinskih kmetij. Vsi izzivi, s katerimi se sooča podeželje, vplivajo tudi na nas. Čas je, da jim prisluhnemo. V letošnjem letu nam je uničilo ene slabe 2 hektarja vinograda. Aprilska pozeba nekomu pomeni samo par hladnih dni v aprilu, nam kmetom pa lahko uniči celotno sezono. Partnerji projekta Štartaj Slovenija smo se tako odločili, da v 8. sezoni podpremo slovensko podeželje, pridelovalce, njihove izdelke in kmetije, ter jim omogočimo, da njihove zgodbe sliši celotna Slovenija. Z novo sezono smo ciljno skupino ozaveščali o pomenu trajnosti in podpore lokalni pridelavi hrane. S tem pa smo utrjevali zavedanje, kako pomembno je slovensko podeželje za našo samooskrbo. Glede na prejšnjo sezono se je stopnja vključenosti na Facebooku povečala za 90%, na Instagramu pa s pomočjo videovsebin za kar 355%. Dosegli smo 71,8% vseh uporabnikov Mete. Vsebine na TikToku so s svežim vsebinskim pristopom generirala več kot 400 000 ogledov. V novi sezoni smo ciljno skupino nagovarjali tudi na spletnih portalih ter tako dosegli kar 22 milijonov prikazov. V povprečju si oddaje ogledalo več kot 260 000 gledalcev. Prvo oddajo pa si je ogledala za 200% več gledalcev kot prvo oddajo lanske sezone. Hit produkt leta 2023 je Spuf. Zastavljeni cilj prodaje smo presegli za 30%. Sami zmoremo veliko, Skupaj zmoremo vse. Štartaj Slovenija!